razočaranja zadnjega časa zelo močna in ta razočaranja potem seveda povzročijo, da enostavno več malo kdo komu kaj verjame ali pa kaj upa. Kar se mi zdi v zadnjem obdobju je, da so te konstruirane resničnosti tako zelo pretirane, da tudi že mladi nekako občutijo neko stanje predoziranosti in si spet želijo nazaj neke čisto preproste normalnosti sveta. Mladi vseeno iščejo, se mi zdi, nekaj, za kar je vredno živeti. Pozdravljeni bralci Slovenskega časa. Gostimo prav posebno omizje, tokrat s 3 gosti, predvolilno, če smemo reči temu tako, namreč razmišljamo o družbi danes, kaj je zaznamovalo slovensko družbo v preteklih mesecih in kako bodo naši sogovorniki ocenjujejo situacijo. Z nami so dr. Stres, dr. Ignacija Fridl-Jarc ter dr. Rifl. Pa če začnemo kar pri tem, kar sem uvodoma povedal, dr. Stres, vi spremljate aktivno družbeno-politično situacijo. Kako gledate na njo v preteklih tednih, mesecih? Smo v kampanjskem obdobju, ampak tudi drugače. Kako vi vidite našo družbo? Če govorimo tako na splošno, je seveda zelo veliko med seboj nasprotujočih si elementov. Kar zadeva tole osebno raven ljudi, tam lahko opažamo, da so ljudje še vedno kljub vsem grozečim dejavnikom današnjega časa še vedno sorazmerno zadovoljni s svojim življenjem, kar je lahko včasih tudi malo že takoj prvi razlog, da bežijo v svojo zasebnost in jih javne zadeve po eni strani sicer zanimajo, ampak da bi se pa kaj več za državo, za položaj v družbi, za prihodnost naroda, države, Evrope, kaj bolj zanimali, pa nimam občutka. Pač pa je zelo jasno in zelo močno opaziti vedno večje nezaupanje v javne inštitucije. Se pravi predvsem v vlado, v sodišče, v medije, če so tudi javna institucija. Tu pa so razočaranja zadnjega časa zelo močna in ta razočaranja potem seveda povzročijo, da enostavno več malo kdo komu kaj verjame ali pa kaj upa ali pa kaj pričakuje, da bi se kakšna stvar premaknila, ker imajo občutek, da je precej vse pod kontrolo, kot se reče, in s tem zacementirano in da se ne bo vsaj pred volitvami dalo nič narediti in po volitvah mogoče, pač odvisno od tega, kdo bo takrat prevzel oblast. Tako da precej pisana za mene, po mojem dojemanju, je ta podoba Slovenije v tem trenutku. Veliko pričakovanje, veliko tudi moče strahov ali pa upov v tem trenutku. Dr. Rifl, vi se primarno ukvarjate z vzgojo mlajših generacij. Kako recimo to oceno bi se dalo prenesti na mlajše generacije? So tudi mladi taki oziroma tako dojemajo situacijo, kot je opisal dr. Stres? Se vam zdi, da je to, se da posplošiti na vse generacije? Ja, zdaj za mlade večkrat rečemo, da so uporniki vse v tem najstniškem obdobju, ampak opažam pa, da se pa mladi, s tistimi, s katerimi jaz prihajam v stik v nekem župnijskem občestvu, neki mladinski skupini ali pa na področju izobraževanja, se pa ne poistovetijo toliko s tem, čemer smo spet priča in smo spoznali že pri prejšnjih volitvah s to kampanjo ali pa s to vsebinsko naravnanostjo proti nekim politikam, tudi lahko gremo globje proti nekim tradicionalnim vrednotam, mladi vseeno iščejo, se mi zdi, nekaj, za kar je vredno živeti. Filozofsko bi lahko rekli, en smisel tega življenja. Zasebno pa tudi družbeno. Zelo se strinjam s tem, mladi so najbolj podvrženi temu, da je njihovo življenje vse bolj pod pritiskom tega, da je vse porinjeno v to zasebno sfero, v končni fazi med 4 stene oziroma med te ekrane, s katerimi smo vsi pač bombardirani vsakodnevno.
Tako da tukaj je pač pri mladih moč opaziti eno pomanjkanje tega, a ne, za kar smo odgovorni vsi, a ne, da bi jim v bistvu pokazali, kaj je tisto, za kar se je danes še potrebno truditi, prizadevati, a ne, za kar se je potrebno tudi oglasiti. A ne. Me pa kot pedagoga ali pa učitelja zanima tudi to, a ne, nekaj je bilo tega govora, recimo nekdani oziroma sedanji ustavni sodnik Jaklič večkrat o tem govori, o pogojih družbenega, demokratičnega življenja, ki smo mu priča v Sloveniji. A ne. Več je pogojev, da je družba res demokratična, ne, od te trojne delitve oblasti, zagotovo je tukaj še medijska krajina, pa seveda izobraževanje. In zdaj, če čisto konkretno povem, me kot pedagoga pač skrbi, da je v tem času te kampanje prvič v 30 letih, kar je meni znano, definitivno tega ni bilo v času, ko sem bil jaz učitelj na gimnaziji, da je prepovedano kakršnokoli soočanje različnih idej, različnih pristopov, različnih programov znotraj šolskega prostora. A ne, prišla je v bistvu okrožnica ministrstva, da so taka druženja, taka soočanja pač prepovedana. A ne, in tukaj vidim eno neskladje. Po eni strani želja oblasti, da bi imeli mladi aktivno državljanstvo, po drugi strani pa bremza, da se potem politični programi lahko tudi mladim predstavijo, da se lahko tudi oni, a ne, so že dovolj stari na koncu srednje šole, da lahko tudi volijo, da imajo možnost sploh spoznati te različne programe, različne usmeritve, oziroma če se vrnem na začetek, a ne, ideje, razlage tega, zakaj si je vredno prizadevati še danes v naši Sloveniji. Omenili ste župnijsko občestvo, namreč v zadnjem času spremljamo rast nekih javnih dogodkov mladih katoličanov, tudi javne izraze vere in tako naprej. Hkrati tudi organizirajo predstavitve predvolilnih programov v smislu soočenj in tako naprej. Se vam zdi pa, da vseeno, čeprav je mogoče kvantiteta manjša, ampak je pa kvaliteta še vedno tam, v smislu, da so vsem neka mlajša generacija, recimo rojeni po letu 2000, iščejo tudi to željo po nekem javnem izražanju svoje in vere, prepričanj in konec koncev tudi recimo temu družbeno-politične usmeritve. Jaz mislim, da je ta rast prisotna v izražanju vere, tudi v javnem izražanju. To je po mojem mnenju za pozdraviti. Zagotovo je pa pač potrebno tukaj tudi eno vedenje o dogajanju v svetu, se pravi, informacije morajo biti na voljo, morajo biti dostopne, morajo biti tudi, seveda, kot rečemo, ne prikazane objektivno, mladi morajo imeti do tega dostop, ne samo na tej instant ravni. Tukaj pa pač pogrešam okolja, kjer bi se res lahko svobodno, pa čim bolj v bistvu z nekim zanimanjem razpravljali o vprašanjih, ki so za našo družbo izjemnega pomena in seveda tudi presegajo same debate, ki so v bistvu vezane zdaj izključno na Slovenijo. Gospod Škof je že omenil, trenutno smo v enem svetu, kjer je pač negotovost vse večja, spet smo priča novemu vojnemu spopadu in vse to ima seveda tudi vpliv na nas. Zdaj, kako pride to do mladih, tudi do verujočih kristjanov, tukaj sem jaz mačkam bolj skeptičen, da mogoče nimajo toliko priložnosti, da bi lahko dobili kvalitetne informacije, potem pa seveda tudi, da bi sami jih lahko izražali na eni taki, tudi intelektualni ravni, če temu tako rečem. Dr. Ferlinjajc, vi se ukvarjate s kulturo in kot je vaš predhodnik omenil svobodo v šolstvu, tudi svoboda je nekaj, kar naj bi zaznamovala kulturo. Kako vi spremljate dogajanje, recimo tudi čisto na eni kulturni ravni? Se vam zdi, da smo to neko kulturo dialoga v zadnjih mesecih obdržali ali kako gledate na to situacijo? Kulturo res spremljam že desetletja oziroma v njej aktivno delujem in dejansko se je kar nekaj 10 let kulturo izrazito zlorabljalo za kulturni boj. Poudarim naj, da se je to kulturo v najširšem pomenu besede kot neke vrste kulture srca in duha, torej slehernega človeškega odnosa do drugega,
iz katere pravzaprav vsaka človeška civilizacija izhaja. Se kultura je izraz želje človeka, da vzpostavi nek duhovni odnos izven teh svojih bioloških potreb z drugim in z drugačnim. No, in to razumevanje v najširšem pomenu besede kulture se je vedno bolj ožalo, iz kulture se je umikalo vse njene etične, religiozne, vse druge vrednote in pomene in se kulturo zožalo zgolj in izključno bolj ali manj na umetniško ustvarjalnost. Tam pa pride do izraza to umevanje svobode, kot dovoljeno je prav vse. In seveda se v taki situaciji izgubi ravno kultura sama, ker kultura vedno pomeni, da zamejiš, da sam sebi postaviš meje, zato da lahko vzpostaviš odnos do drugega in da lahko ob tebi seveda ta drugi tudi sobiva. Ta redukcija razumevanja kulture je bila zavestna, namreč če reduciramo razumevanje zgolj in samo na umetnost in če to še bolj reduciramo na sodobno umetnost, ki je ljudje potem zaradi njene precejšnje odtujenosti od tega najširšega razumevanja pogosto ne razumejo, se od nje umikajo. In na nek način, kot smo slišali, se umikamo v svojo intimo, praznimo ta širok družbeni prostor in ga prepuščamo vedno bolj seveda možnosti za ideološko zlorabo in manipulacijo. Te zlorabe so seveda, vidimo, lahko šle tako daleč, da so mediji polni lažnih novic, da konstruiramo neke čisto resničnosti, kot so s teorijami spolov in podobno. In kar se mi zdi v zadnjem obdobju je, da so te konstruirane resničnosti tako zelo pretirane, da tudi že mladi nekako občutijo neko stanje predoziranosti in si spet želijo nazaj neke čisto preproste normalnosti sveta. Torej vrednot, smisla, upanja, svetlobe, luči. In v tem tudi sama vidim luč te pomladi. Tako da morda so tu neki premiki, ki so pozitivni. To je nedavno opazil tudi prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle, ki je v Škofji Loki dejal, da doživlja to stanje trenutno, da se soočamo prvič z generacijami, ki se več ne bojijo. Pravzaprav mi vsi smo še dediči življenja v socializmu, tudi pod neke vrste komunistično diktaturo in cenzuro, in smo se zato vsem napadam, žaljivkam in agresijam tudi toliko bolj izrazito umikali. Mladi tega ne čutijo več in si upajo izraziti svojo vero, si upajo izraziti tudi svoje politično prepričanje in v tem vidim moč Slovenije in moč novih generacij. Dr. Stres, vi ste dejaven del, recimo temu, družbenega glasu cerkve že desetletja. Kako vi opažate, tako kot je omenila dr. Jarčeva, redukcijo kulture, tudi redukcija v bistvu glasu cerkve je vedno bolj prisotna. Jaz sem sicer predstavnik mlajše generacije, ampak sem že sam opazil, da je v zadnjih recimo 5 do 10 letih se je ta prostor, koliko je še za nekatere sprejemljivo, koliko se cerkev sploh še sme oglašati oziroma njeni predstavniki. Zadnji prikaz je bil ta referendum. Kako vi, glede na to, da imate vpogled na daljše časovno obdobje, na to gledate, je situacija boljša ali slabša kot pred leti? To je pa zbolj nihanje. Če grem zelo daleč nazaj, takrat, ko smo gledali v prihodnost samostojne Slovenije, tam v 80-ih letih, takrat je bilo formalno prepovedano, da bi kdorkoli v javnosti, oziroma da bi cerkev se v javnosti oglašala, ker je bilo po ustavi določeno, da je vera zasebna stvar, se pravi, o tem se v javnosti ne govori in zato tudi ni bilo nobenih verskih oddaj na televiziji in podobno.
Ampak, ker pač je to bilo nenaravno in ker je bilo skregano z versko svobodo in ker smo takrat postali precej dovzetni za širino človekovih pravic, tega nismo spoštovali. Malo smo takole rekli, da delamo, da organiziramo teološki tečaj, ker to se je smelo. Pa smo pa seveda pod to etiketo teološkega tečaja še kaj drugega povedali. Se pravi, smo širili ta prostor, ki je bil sicer formalno zaprt, ampak življenje gre naprej. In tudi partija takrat na oblasti. Seveda so malo godrnjali, so zasliševali, so kakokoli pritiskali, ampak kakšnih obsodb pa vsega tega kazni ni bilo, razen jih med 2 ali 3. Potem bi šla pač resnično osamosvojitev in v tistem času je bilo nekako splošno sprejeto, da ima tudi cerkev pravico do javnega glasu v vseh zadevah, kar je tudi potem ustava z svojo dikcijo, da je vera svobodna tudi v javnosti, seveda, kar je klasično, torej formalno potrdila. In glede tega pravzaprav ni bilo nobenih posebnih ovir, razen nas samih. Mi smo včasih se držali nazaj, pač nismo hoteli sprožati nekaterih pretiranih polemik, ampak ko je bilo treba in smo tudi skrbeli za to, da je bil ravno družbeni nauk cerkve, ki to se pravi, ta pogled na družbeno življenje v sodobne demokratične družbe, da je bil tudi preko katoliške cerkve navzoč, koliko se je pač dalo. Dejansko je ta pritisk zdaj ponovno, da bi zožili in to presenečenje ali pa rekel ta reakcija ob tem zadnjem referendumu, sicer po mojem se da to razložiti z takimi čisto tokratnimi prigodnimi okoliščinami za ta reakcija, ampak so skušali zdaj seveda, mogoče tudi zaradi bližajočih se volitev in v strahu pred tem, kaj bodo te volitve prinesle in zato tudi nek strah pred cerkvijo. Partija se je vedno bala cerkve, to je bil sovražnik številka 1, ker je to pač bila organizacija, ki ni bila pod neposredno kontrolo partije. In to se vleče še naprej. Mi smo sicer seveda v demokratični družbi, ampak marsikaj je še ostalo. Mi nismo končali vojne. Na zasedanju prve demokratične skupščine je takratni predsednik tiste skupščine, pokojni France Bučar, rekel, no, zdaj smo pokončali državljansko vojno, ki nas je morila in hromila, ravno rekel, desetletja. Nismo je čisto končali, mi smo še vedno tudi ta jezik, ki ga uporabljamo, izključevanje, to še vedno traja. In to so dejansko simptomi vojne. Tako dolgo, dokler imamo mi med seboj sovražnike, ki jih je treba uničiti. Tako dolgo je to vojno stanje. V besedah seveda ne, da bi se pobijali, ampak tisto samo korak. Ampak še vedno neka zelo, zelo zaostrena nestrpnost do drugače mislečih, izključevanje vnaprej, ki se je v zadnjem času še stopnjevalo. Samo pomislite na zadnje imenovanje ustavnega sodnika in ustavnega sodišča, se pravi, vrhovi slovenske države še vedno pristajajo na neke vzorce obnašanja in tudi celo utemeljevanja tega izključevanja, ki so bile mogoče v 70-ih letih nekje še razumljive, ne pa danes prvi po 30-40 letih demokracije. Se pravi, v govoru, v odnosih se je malo spremenilo, pod to zadnjo vlado se je pa to še zaostrilo. Vi recimo, če pogledate tudi mlajšo generacijo, vsi so vedno znova govorijo o tem, sej z novo generacijo bo pa vedno bolje, pa vedno drugače, pa vedno manj bo tega, ampak čeprav zdaj z neko distanco pogledava, recimo malo posplošeno rečeno, ampak generacija predvojna ali pa generacija, ki je malo potem, so se recimo vsaj na intelektualni ravni poznali, pa so imeli neke osnovne temelje mogoče celo skupne. Ta zgodba o tem, kdo vse je hodil na predvojno škofijsko gimnazijo, na ene in druge strani in tako naprej. Zdaj današnje generacije, pa so recimo prej omenila generacije rojene po letu 2000, moj občutek je, da ker imajo že temelje tako različne, potem obe strani v resnici, če pa jo poenostavimo na 2 strani,
Na nek način so bolj narazen, ker se niti ne poznajo. Kako vi gledate na to? Ne samo, ker se ne poznamo, ampak se je nekako razkrojil ta skupni fond temeljnih etičnih vrednot, na katere bi morali vsi pristajati, če hočemo imeti neko koherentno, logično družbo in če se hočemo med seboj prepirati, ne pa da se izključujemo. Prepiramo se lahko, debatiramo, kaj bi bila boljša rešitev, ampak zato, ker imamo neke skupne cilje. In potem, ker vsi skupaj nekaj podobnega hočemo, potem se lahko razpravljamo, katera pot bi bila najboljša. Mi pa danes več teh poti nimamo skupnih, to je najhujše. Nismo si več enotni glede tega, kaj pomeni dostojanstvo človeške osebe, ki je temeljna vrednota sodobne demokratične družbe. Že glede tega ravno ta referendum pokazal tudi nekatere čudne izjave najvišjih predstavnikov oblasti v zvezi s tem. Ni več jasno, kaj je dostojanstvo človeške osebe. Ni več jasno, resnica, odnos do resnice. Dejansko je ta resnica danes, resnica sploh ni, kot rekel Nietzsche, nič ne veš, vse je dovoljeno in to danes marsikdo vzame kot vodilo svojega mišljenja in ravnanja in govorjenja in pisanja in nastopanja. Resnica ni več kriterij, ki je pravzaprav se vsi resnici še smejijo danes, če reče, to je pa resnico je treba spoštovati. Vse resnice ni. In to so take, in z tega potem seveda sledi nedoslednost v obrambi pravne države, zakonov, dvojna merila, ki danes veljajo v naši družbi. In to seveda, to je vse skupaj zelo, zelo huda erozija za to, da bi vladalo neko temeljno soglasje, znotraj katerega so potem možna različna stališča, ampak gremo vsi naprej v neki smeri, ki nam je pa vsem skupaj skupno. Doktor Rifl, prej ste omenil širše polje, kot je zgolj Slovenija, ampak to, kar je doktor Stres opisal, se vam zdi, da je to širši kot le slovenski problem. Se mi zdi, večkrat, ko se pogovarjamo o slovenski družbi, na nek način domnevamo, da smo tako čudovito unikatni, ampak ali smo res? Mislim, glede na dogodke, ki se dogajajo v svetu, zagotovo vplivajo na politični razvoj naše države. Pač vpeti smo jasno v Evropsko unijo. Evropska unija je pač vse bolj odvisna od drugih velikih igralcev. V tem smislu. Zdaj se pa jaz tudi zelo močno strinjam, pa bom spet z enim dogodkom ponazoril. Nam se ene stvari še vedno vlečejo in to vidimo v besedah. Velikrat je prisotna zdaj tudi v tej kampanji ta logika v bistvu vojne, boja, kdo bo koga, kdo je koga uničil s kakšnim argumentom ali pa kako ga je zatrl in tako naprej. To so v bistvu ene čiste verjetno zelo nezavedne ostaline enega procesa, ki ga Slovenci še nismo pač predelali. Zdaj konkreten dogodek je pa ta, da je v bistvu mlajša generacija slovenskih umetnikov, ki so nazorsko zelo raznoliki, ker vem, ker sem z njimi tudi delal, plasirala zdaj nov film o polpretekli zgodovini, Exodus 1945, Naša kri, in odziv je bil neverjeten. Pač odziv ljudi, ki so šli to gledati, ki so bili v bistvu ganjeni. Moramo vedeti, da to so šli gledati tudi ljudje, ki imajo dejansko sorodstvene vezi s temi ljudmi, ki so bežali na Koroško. Po eni strani ta fenomen, se pravi fenomen nepripadnosti temu ali pa nagovorjenosti od tega pričevanja, močnega pričevanja, po drugi strani pa neverjeten odpor že na ravni besed. Se pravi, zelo hitro se je seveda film označil za domobranski film, potem se je pač spisala ena kritika, in ljudje so potem seveda začeli slediti pač kritiki, ne pa recimo, da bi šli si film pogledati. Recimo, in tukaj jaz vidim priložnost za mlade. Jaz bom to skupino mladih, ki jo pač skupaj s župnikom vodva peljal gledati ta film. Se pravi, da se da mladim priložnost, da si sploh lahko ustvarijo mnenje.
Pa še to bi dodal, omenjen je bil dialog. Jaz se zelo močno strinjam s tem, da smo že zdaj vsak toliko sebi, da je težko začeti debato na nekih skupnih temeljih, ki jih očitno več ni. Je pa treba vzbuditi tisto, kar poznamo iz filozofije, iz samega začetka, je pa čudenje, ali pa danes bi rekel radovednost. Mislim, da je akademik Hribar tudi enkrat celo besedo filozofija prevajal z radovednost, ampak se mi zdi tako, to vsak razume. Se pravi, koliko je v nas še radovednosti, da bi spoznali tisto drugo, drugačno in se na odprt način o tem pogovarjali. In jaz mislim, da mlajša generacija, ki je mogoče manj obremenjena ali pa manj se čustveno odziva na te zadeve, čeprav nekateri se tudi zelo hitro odzovejo, je bolj odprta za to, da lahko v bistvu najprej samo posluša, bi rekel, te argumente, ampak recimo polpretekla zgodovina, to je ena taka stvar, ker so zadeve že tako zakoreninjene, da je težko, jaz sam recimo poskušam vsake toliko, ne vem, berem dela Borisa Mlakarja, zgodovinar, ki se je v Sloveniji po moje največ ukvarjal z domobranci, in tam vidiš, da beseda kolaboracija nikakor, sploh pa ne v slovenskem ali pa v jugoslovanskem kontekstu ni enoznačen pojem. In tukaj ne gre za nobeno upravičevanje ali pa delanje konteksta za to, da bi karkoli revidirali ali pa tako, ampak samo da bi razumeli, koliko je zdaj tega posluha, da mi eno preprosto dejstvo zgodovinsko razumemo v njeni, bi rekel, mnogoznačnosti tudi kdaj. In prej, ko ste omenili kulturo, zanimiv se mi zdi pri mladih to, kultura je v bistvu v krščanskem smislu vedno odnos do živih oseb, do drugega, ki pa seveda, in to tudi to, kar ste omenili, mladi kristjani zdaj kažejo, ki pa seveda temelji na odnosu z živim Bogom. Se pravi, da jaz svojo srčno kulturo utemeljujem na mojem odnosu z Bogom, ki potem seveda se tudi udejanja v mojih socialnih odnosih. In jaz mislim, da je v tem prerodu te pobožnosti, ki za moje pojme ne sme imeti nobenega političnega ali pa aktivističnega konotacije, ampak čisto življenjski moment, ko se jaz v bistvu srečujem vsak dan pri liturgiji ali pa v molitvi z živim Bogom, potem lahko to tudi živim naprej v svojih odnosih. Jaz v ta način polagam, lahko bi mu rekli tudi civilno-družbeni, ampak v strogo tem smislu življenja po veri, recimo. Doktor, ste hotel nekaj dodati? Ne, nisem. Okay. Odobravam. Morda poudarim ta vidik, ki ste ga poudarila oba sogovorca, kako je pravzaprav pomembna ta skupnost, ki jo sooblikujemo. In temeljni princip skupnosti seveda ni samo ta odnos, ampak to našo skupnost, če govorimo konkretno o Sloveniji, o slovenski državi, ki ima neko svojo določeno zgodovino in predzgodovino, je zagotovo slovenski jezik, slovenska beseda, na kateri se je pravzaprav vzpostavila neka etnična skupnost, ki je bila povezana pri nas. In tako se je ohranjala skozi stoletja in se potem seveda vzpostavila kot narod in kot državotvorna nacija. In če sem prej govorila o svetlih, torej da vidikih tudi neki luči pomladi, naj pa v zvezi s tem poudarim, da sem veliko bolj zaskrbljena in skeptična. Opažam zavestno rahljanje vseh teh korenin, ki so nas skozi stoletja v skupnost povezovali, torej korenin slovenstva, tako imenovanih slovenskega jezika, slovenske besede, in sicer tudi skozi spet tako sovražno dikcijo, da je vse to nacionalizem, da živimo v globalnem svetu, kjer seveda so to vrstne identifikacije nepomembne in nepotrebne. Vendar smo ravno govorili o tem, kako vzpostaviti odnos do drugega. Odnos do drugega je že starogrški človek vedel, zakaj je na svoje svetišče v Delfih napisal Gnot Hi Sauton.
Namreč ravno zato je tako bistveno, da spoznaš samega sebe, da boš lahko ugotovil, v čem je drugi drugačen od tebe. In tako kot to pomembno na individualni ravni, torej posameznika, je to pomembno tudi na ravni neke skupnosti. Da mora spoznati svoje posebnosti, jih reflektirati, o njih govoriti, da bo v resnici lahko vzpostavila odnos do drugih narodnih skupnosti in vsega drugega. In tu sodobne teorije družbene prihajajo v popoln paradoks. Na eni strani nas učijo in prepričujejo v tako imenovano multikulturno sprejemanje drugačnosti, hkrati pa nam na nek način nas prepričujejo v popolno relativizacijo vseh naših identitetnih, narodnostnih, slovenskih korenin. Na to je opozarjal že ves čas tudi pisatelj Boris Pahor, ki je to svojo misel navezal. Seveda vemo, kako je on zelo hudo izkušal to, da smo ravno ta skupnostni princip, slovenski jezik, slovenski dom narodni in tako dalje odvzeli. In Boris Pahor je ugotavljal, kako je že Kardelj v enem od svojih spisov zapisal, da se bodo narodi sčasoma zlili med seboj brez vsake revolucije in nasilja. Torej ta internacionalizacija, dejansko ideološka agenda nekdanjega komunizma in pogosto se pod krinko globalizma na nek način ruši vse te naše identitetne temelje. Govorili smo prej o šolstvu, marsikdo ne pove, kako alarmantno stanje je v slovenskih šolah, primanjkovanje učiteljev, nivo izobraževalnih učiteljev in podobno, neznanje slovenskega jezika mnogih učencev, da pouk skoraj da ne more več teči neprekinjeno. In seveda to alarmantno stanje morda sploh ni naključno. S tem, ko boš tudi rahljal vedenje, zmožnost človeka za kritično mišljenje in vse ostalo, bo odličen, bi rekla, bodo vzpostavljeni odlični pogoji za manipulacijo z njim. Vi tudi zelo aktivno spremljate situacijo recimo na politični sceni, tudi kulturo z vidika politike. Kako ocenjujete dogajanje zadnjih let z vidika kulturne politike? Česa bi si želeli več? Kaj ste opazili, da se dogaja? Gospod Rifelj je že omenil, doktor Rifelj je že omenil film Exodus 1945. Zanimivo je to, da je bil to film financiran izključno z zasebnimi sredstvi, pa recimo država namenja kar nekaj denarja za našo filmsko umetnost. Kakšen odnos je ravno do teh korenin, ki jih želijo posekati? Namreč vedno rečem, nihče še ni videl drevesa, ki bi rastlo, če mu posekaš njegove korenine, in ta podoba je zelo jasna. Kaj je treba uničiti, če hočeš seveda na nek način uničiti neko narodno skupnost? To se je tudi s pomočjo Ministrstva za kulturo v zadnjih letih zagotovo zavestno dogajalo. Naj povem samo, da so pripravili na nek način škandalozen predlog zakona o kulturni dediščini. To so ravno te korenine, o katerih govorim, in ki se mu je tako rekoč uprla vsa stroka. In po tem zakonu recimo bi nek predmet, ki je seveda zakopan pod zemljo, postal kulturna dediščina šele, če ga izkopljemo. Kaj to pomeni? Da ga lahko seveda z bagrom, preden ga izkopljemo, uničimo. In nismo uničili kulturno-dediščinskega spomenika. To je seveda čisto zavestno dejanje, glede na to, da vemo, koliko povojnih grobišč je pod zemljo še neraziskanih. Skratka, vse podobne akcije, ki so se na tem področju dogajale, kažejo na nek način res odmik od tega
kar bi slovenska kultura, če hoče nositi ime slovenska, morala biti. Prav tako pa ji zelo hudo asistira tudi akademska stroka, kar me zelo preseneča. Pozivi so, da bi se pouk na slovenskih fakultetah, na slovenskih univerzah odvijal v angleškem jeziku in ne samo to, to se že dogaja. Imam pričevanje študentke, ki je povedala, da na primer na fakulteti za družbene vede določeni izpiti potekajo že v angleščini. Edina možnost je, da jih lahko opravljate v srbo-hrvaškem jeziku, če ste iz držav nekdanje Jugoslavije. Doktor Rifel, če se dotakneva iz kulture šolstva, namreč delujete oziroma ste delovali tudi v zasebnem šolstvu, kako pa vi premike na tem področju ocenjujete, recimo v zadnjem času? Večkrat ste si prizadevali tudi za enako priznanje zasebnega šolstva skupaj s svojimi somišljeniki. Je tukaj situacija boljša, slabša? Kaj nas čaka v prihodnosti? Težko rečem, ker zdaj že res nekaj let nisem več del zasebnega šolstva, sem pa šel zdaj v bistvu na drugo področje, na področje šolanja oziroma jaz rajši uporabljam besedo izobraževanje na domu, ki je v bistvu še ena možnost zagotovljena po ustavi in se srečujemo z istimi križi ali pa izzivi, s katerimi so se v 90-ih že srečevale pač zasebne šole. Je pa na področju zasebnega šolstva, se pravi, da se tukaj sprosti prostor, da je izobraževanje res svobodno, ustanovitelji različnih institucij ali pa izvajalci so pa lahko med seboj zelo raznoliki. Zdaj je pa hkrati vidno tudi to, da je nekaj manjših zasebnih šol z alternativnimi pedagoškimi pristopi vendarle uspelo pred državo, da so jim bili priznani programi in se v bistvu prek teh bolj majhnih skupin staršev ali pa pedagogov zadeve pač tudi premikajo na bolje. Ampak še vedno je tukaj pač vlada neka paradigma, da se šolstvo seveda razume zasebno kot recimo področje, kjer gre za služenje, se pravi denarja. Mi pa vemo, da so zakoni za šolstvo tako napisani, da tukaj ne gre za nobene tržne zadeve, ker sicer bi to pa bilo potem zasebno šolstvo v nekem smislu, ki ga poznamo recimo iz Anglije ali pa iz drugih držav. Tudi to je možno, ampak v Sloveniji je vendarle ta socialna nota ali pa recimo spet naša majhnost pač potrebovala k temu, da gre bolj za zasebno javno partnerstvo. Bolj vidim to, da se otrokom v določenem obdobju res ponudi tisto, kar je po eni strani za ta čas pomembno za njihovo vstopanje v družbo, po drugi strani pa tudi, da se ne bojimo pod pritiski nekega, bi rekel, multikulturalizma ali pa pod pritiski tega, da je zdaj več resnic, ki so v bistvu imajo vse enako težo, da se ne bojimo v bistvu poudariti neke temeljne zadeve, neke temeljne okvire. Jezik je zagotovo eden od teh. Vemo, koliko imamo težav na področju bralne pismenosti. Potem pa tudi to, jaz mislim, da tukaj bi morala pač tudi oblast narediti en korak naprej, končno, ker se pač ni naredil, da bi se tudi pouk religije, religiozni pouk v tem smislu spoznavanja z različnimi religijami, predvsem pa jaz bi rekel z duhovnimi osnovami življenja, ki ga seveda religije vsaka izreka na en svojski način, da se to tudi uvede
v nek izobraževalni sistem. Ne. Tukaj jaz mislim, da se dela velika škoda in ima potem seveda tudi posledice. Ne. Če je zdaj preveč nekega, ne vem, konzumerizma, materializma, ne vem, kulture samo v tem materialnem smislu, potem je seveda treba začeti od spodaj in že otrokom v bistvu spregovoriti tudi o duhovnih, a ne, temeljih življenja, ne, kot je v eni knjigi napisal Vladimir Solovjov, veliki ruski filozof. Ne. Se pravi, samo življenje ima tudi duhovne osnove in če se vrnem spet k krščanski skupnosti, a ne, tudi kristjani imamo tukaj veliko odgovornost, da spet iz tega našega odnosa, ki ga živimo v molitvenem življenju in po zakramentih, v bogoslužju, da tudi tukaj damo na plano, a ne, da se res ne bojimo o teh stvarih spregovoriti, o duhovnosti, a ne, pač iz naše krščanske izkušnje. Doktor Stres, kristjani res živimo to odgovornost dan današnji, tudi recimo do družbe. Kako vi gledate na to? Kristjani smo postavljeni tukaj seveda pred zelo velike odgovornosti, ker smo pravzaprav še ena skupnost, ki živi na precej poseben, mislim, drugačen način, ima vrednote, ki jih v sodobnem svetu več ni, ki pa so za dobro delovanje tega sveta nujno potrebne. Tisti znan Birkenförderjev aksiom, kot pravijo, moderna, sekularizirana, svobodoljubna država živi od predpostavk, od temeljev, ki jih sama ne more jamčiti. Namreč duhovna kultura, duhovnost, moralnost, kot ste vi lepo prej omenili, kultura je ravno v tem, da si znam postaviti samemu sebi meje. To je nujno potrebno za sožitje v demokraciji. To je osnovno. Drugače se demokracija spremeni zopet v to, kar bi ravno država morala biti, se spremeni ravno njeno nasprotje. Boj vseh zoper vse in zmagujejo tisti, ki so močnejši, in to vidimo danes pri nas. Ta prezir in to teptanje vladavine prava, ki smo navzoči pri nas, ta dvojna merila, enim je vse dovoljeno, drugi so kaznovani za malenkosti z neprimerno hujšimi kaznimi, medtem ko drugi si pa lahko privoščijo neznanske stvari in nobeden nič ne reče. Se pravi, vse to dokazuje, da je na takih osnovah ni mogoče graditi skupnega življenja, ampak vse to, kar sta tudi gospa doktorica in gospod doktor prej omenila, vse to ni samo po sebi. To so vse vodene stvari, mislim, to so ideologije, ki to usmerjajo, ta globalizem in pa tudi ta prezir do neke temeljne resnice, pa da se pride do resnice, pa da enkrat končamo to državljansko vojno, ampak je ne moramo končati tako, da bomo nadaljevali staro ideologijo, ki je to vojno ravno povzročila. Je treba ravno priti do nekih novih spoznanj v imenu resnice, ne pa da se ta resnica enostavno ne sme se spreminjati zgodovino. Ja, kako se zgodovina ne sme spreminjati? Zgodovina dogodki se ne bodo, ampak naša interpretacija se pa mora spreminjati, če ni točna. Mislim, nobenih vnaprejšnjih, kaj se sme pa kaj se ne sme, ampak tako, kot narekuje resnica. Tako dolgo, dokler te stvari ne bodo jasne, tako dolgo bomo pač stavali v tej megli in v tem močvirju. In seveda, to nekomu zelo prav pride. Ljudi, ki jim odzameš to hrbtenico resnicoljubnosti, pa zavezanosti resnice in zavezanosti temu, kar je prav. In ni vse enako prav, kar se komu zazdi, tukaj je potrebna debata. Če to enkrat ni več, na to ne pristajamo, in če ni to tista norma, ki mora vse urejati, potem postane ljudstvo, postane lahek plen politike in pa ekonomskih interesov. In zato je pač ta ideologija, ki se danes širi, ima tudi svoje praktične cilje, namene, da se pač ljudem odvzame samostojnost mišljenja, neodvisnost, pogum in vse to, in da se jih napravi čim bolj pač
pokorne zopet v tem nekem novem despotizmu ali neki novi diktaturi, kakorkoli že danes sociologi to imenujejo, kar nam danes grozi in kar se danes v tem svetu pojavlja. In temu se pač treba enostavno upirati. In če kdo, potem mora biti tukaj cerkev najbolj glasna. Če izvolite. Ja, morda v zvezi z resnico. Zadnje čase izrazito opozarjam tudi ta fenomen umetne inteligence, s katerim se pravzaprav sploh še nismo soočili. Toda umetna inteligenca je tista, ki jemlje seveda podatke s spleta. Več kot je na spletu lažnih novic, bolj bo tudi vsi podatki, ki jih bo predlagala človeku oziroma uporabniku umetna inteligenca, odmaknjeni od resnice. In podatki, ki bodo naknadno temeljili na že utemeljenih lažnih neresničnih podatkih, bodo od resnice oddaljeni še veliko bolj. In dejansko izgubljamo mi, kot poudarjam pogosto, s tem odmikom od resnice se pravzaprav izgublja človek. Ker temeljno poslanstvo tega evropskega človeka, njegovega vznika, je pravzaprav iskanje resnice, vemo, v antičnih temeljih. In pravzaprav vse bolj dobivamo bi rekli, konstruiran svet lažnih novic z veliko možnostjo manipulacije posameznika, kar vse bolj spominja na kakšen Huxleyjev krasni novi svet ali pa Orwellova bitja, ki niso več podobna človeku. Doktor Strej, se vam zdi, da če uporabim to analogijo z umetno inteligenco, namreč aktualna, recimo temu slovenska politika zadnjih let, če govoriva o ideologiji, je tukaj res tako močno prisotna načrtna, premišljena, utemeljena ideologija, ali imamo že opravka z generacijami politikov, ki so v resnici tudi sami izgubljeni v tem svetu. Namreč, če pogledava te zadnje generacije, če obrne malo na šalo, pogrešamo v narekovajih čase, recimo, ne vem, pa če z imeni rečem Školča, Potrate in tako naprej, ko je nasprotnik jasen, intelektualen in tako naprej, tukaj zdaj je pa to... Samo en medklic, če vemo, da je ministrica za kulturo obiskala Čebine, potem najbrž vemo, da je na delu ideologija. Ja, to se pa oboje je, po mojem, ne. Eni od teh koalicijskih strank so nekatere ideološko zelo jasne, ne, in tudi vemo in poznamo njihovo ideologijo, vse to se danes ve. Drugi so pa ideološko prazni. In potem seveda se ne vedo, kaj bi, ampak tem gre samo za oblast, in potem seveda pač uporabljajo, če prav pride, tiste, ki imajo malo bolj jasne ideje glede nekaterih svojih ciljev, ampak v glavnem bolj pragmatično, kaj mi prav pride, da ostanem na oblasti. To je tisto, kar vodi, in seveda te dve stvari se ne izključujeta. Doktor Rifl, večkrat v preteklosti, kdaj smo imela debato o tem boju za oblast, in tudi smo kritični recimo do desne polovice političnega spektra. Kako vi gledate na to v smislu tega, da smo mogoče do tega dela spektra politike bolj zahtevni oziroma želimo neko jasnost ideje, ideološko podstati in tako naprej, medtem ko kje drugje se da marsikaj, če rečemo narekovajo, prodati volivcu? Če dovolite, bom čisto osebno odgovoril kot kristjan. Kristjanu mi je jasno, da nobena svetna politika, ne leva, ne desna, ne more pričarati nebes na zemlji. In zavedanje tega potem daje eno tisto zdravo mero skepse, da si vedno bolj, bi rekel, zadržan. Predvolilni čas je obenem čas žetve, če uporabim kmečki jezik, pa setve v smislu velikih obljub. Mi pa tudi vemo, v naši krščanski zavesti, po njih delih jih boste spoznali. In jaz mislim, da bi tukaj lahko prevladala mogoče mačkan ta pragmatična logika ocenjevanja različnih politik, ali pa pač političnih strank, da se preprosto pogleda, imamo te in te izzive v družbi
in imamo te in te rešitve. A ne? Ampak mi smo seveda tako daleč že prišli, da eni sploh ne vejo niti, kaj so resnični problemi, a ne? Kaj šele, da bi imeli neke, bi rekel, rešitve v smislu, da bi pomagale človeku, a ne? To, kar tudi mladi pač iščejo, in potem v bistvu, glede na to, potem, a ne, je naša ocena lahko zelo različna po tem političnem spektru, a ne? Ker roko na srce, mi imamo sicer tudi v tej kampanji mogoče par nekih zelo načelno radikalnih strank, a ne, vse drugo se pa zelo tako meša okrog vprašanja, a ne, deljene oblasti, a ne, potem pač raznih interesov, a ne, predvsem kapitalskih in tako naprej, ampak pač treba je videti, a ne, ali je neka reforma res uspešna bila samo na papirju, pa po nekih obljubah, pa po nekih grafih, ki nam jih kažejo, ali je to res prišlo do ljudi, konkretno do njihovih pač življenj vsakodnevnih, a ne. In pač tukaj potem dati to na tehtnico, a ne, in res, ja, kakor sem rekel, ne, čist svetopisemsko, ne, po njih delih jih boste spoznali in težko pa je, a ne, sploh mlademu človeku se potem rešiti iz teh zavajanj ven, a ne. Če dam recimo en primer, ki sem ga v bistvu ravno včeraj preveril, a ne, predsednik vlade je kazal tabelo, a ne, uspešnosti te vlade, a ne, ampak vsak, ki gre to tabelo preveriti, vidi, da se v bistvu ta tabela nadaljuje v leto 26-27, se pravi, da je svoj uspeh v bistvu a ne, prikazoval na načelu nekih obljub, a ne. Zdaj sem dal en primer iz te strani, a ne. Sej lahko bi našli tudi katerega na drugi strani. Gre pač samo za to, da je potrebno stvari preveriti v praksi, ne samo na ravni obljub, in tega je zdaj veliko. Bil sem tudi na enem pogovoru, niti ni bilo soočenje, bilo v bistvu predstavitev kandidata. In tam se je pač tudi videlo, da to, kar od ljudi vam prihaja, je vedno ta želja, da bi se stvari speljale na čisto konkretni ravni. Recimo, jaz prihajam iz lokalnega okolja, kjer so bile, se pravi, 3 leta nazaj velike poplave, a ne, in če v 3 letih oblast, vlada, tista, ki v bistvu ureja to področje, da se ta poplavna zaščita pač uredi, če ni konkretnih zadev, ki bi prišle do lokalnih skupnosti, do županov in potem seveda do pač tistih, ki v teh krajih živimo, ne, potem nekaj ne funkcionira in pač ta zadeva ne deluje. Tukaj ne moramo narediti neke kljukice. Mimogrede, a ne, ki je bila omenjena umetna inteligenca, po eni strani je seveda veliko negotovosti, a ne, veliko lahko tudi strahu pa tega, ampak po drugi strani pa s temi orodji, a ne, zelo hitro lahko preverimo, a ne, nam ne vzame to ne vem koliko časa in se oddaljimo, ne vem, od naših, ne vem, prostočasnih dejavnosti ali pa celo od družinskega miru, nam zelo hitro pomagajo, da če damo na eno stran obljube oziroma tisto, kar je rečeno in tisto, kar je storjeno, a ne. In kot bo umetna inteligenca naredila iz lažnih novic neko resnico in bo to v slabo, a ne, to orodje uporabljeno, lahko v primeru tega, da primerja torej napovedi, besede, a ne, neke obljube in pa resničnost, hitro si lahko s takim orodjem tudi pomagamo, da vidimo, ali tukaj res lahko rečemo, to je uspešna politika, leva ali desna, ali pa pač neuspešna. Mislim, da je bil Napoleon, ki je dejal, da so politiki predvsem delilci upanja, ne, in trgovci z upanjem. Mogoče še eno vprašanje na to temo, glede na to, smo v tem času. Kako pa vi gledate na recimo zadnji mesec, bolj konkretno? Deležni smo velikih obljub, kakšna bo pa potem realizacija? Ja, morda, če dovolite, se bi vse malce še dotaknila tega vprašanja kritičnosti do različnih politik. Seveda kot kristjani imamo že razvit ta vrednostni sistem z občutkom za samokritiko, samoanalizo seveda, in zato smo zmožni tudi razviti kritičnost veliko v večji meri do zunanjega sveta. In to je prav, seveda je zelo prav, da razvijemo kritičnost tudi do tistih, ki so nam morda programsko ali kako drugače politično blizu. Vendarle pa na koncu s tem, ko rečemo vsi so enaki, ne bom šel na volišče, pravzaprav
rečemo globok ne samemu sebi. Ne nazadnje ne moremo ubežati dejstvu, da politika oblikuje naše življenje, ga določa na nek način, kako bomo živeli, in že zato je potrebno izbrati, tudi če se nekdo prepričuje, da izbira med slabimi možnostmi, izbrati tisto, ki se mu zdi vendarle še najmanj slaba, oziroma ki se mu zdi vse v določenih pogledih dobra. In treba je v Slovencih razviti to zavest, da vendarle na volitvah odločajo o sebi, o tem, kako bodo živeli, in zato je na volitve vsekakor potrebno iti, ne, in se na tak način opredeliti. Ne nazadnje je to, da se ne opredelimo, tudi nek naš beg, ne, pred odgovornostjo, češ izbral sem narobe, potem ko čez 4 leta vidimo, da nismo izbrali prav. Če tudi izberemo narobe, imamo priložnost v življenju, da potem izberemo drugače. In ta logika odgovornosti, ki je na volivcu, bi jo morali sprejeti z odprtim srcem, odkar jo imamo. Vemo, da so bili časi, ko te priložnosti, da smo lahko odšli na volišče, nismo imeli. Kar pa zadeva seveda zadnje obdobje in možnost realizacije vseh obljub, v raznih soočenjih na področju kulture dobivam tudi po 7 strani vprašanj, ali boste na kulturnem področju zagotovili toliko in toliko, ali boste dali toliko in podobno. In vedno znova poudarjam, da odgovoren človek najprej naredi temeljito analizo stanja. Dejansko mi ne vemo, kakšno je stanje v proračunu leta 2026. Šele ko bomo naredili temeljito analizo stanja, se bo lahko videlo, kaj se bo dejansko dalo resnično realizirati in česa se realizirati ne bo dalo. Vemo, da celo finančne službe na Ministrstvu za kulturo opozarjajo, da zmanjkuje sredstev za zakonsko predpisane obveznosti. Torej so bili izpostavljeni določeni razpisi, ki so morda za nekaj let porabili vsa ta sredstva, ki so bila predvidena. Tako da tu je treba predvsem poudarjati nekaj, kar je realno izvedljivo in kar pa lahko in kar neka politika mora storiti, pa je gotovo, da krepi dialog, odnos do drugega, vrednote, o katerih smo govorili, da poskuša sprejemati tudi drugost in drugačnost. In taka politika mislim, da bo v prihodnosti tudi najbolj uspešna. Doktor Strejs, sedimo v baročni knjižnici, v semeniški knjižnici, obdani z mnoštvom kulturne dediščine, znanja, vedenja, in cerkev na družbenem področju ima družbeni nauk in prej sta oba dva omenila, ne, najmanjše zlo. Kako se kristjan pred volilno skrinjico sooči s tem najmanjšim zlom? Verjetno, da se mora najprej, to, kar je že gospa doktorica omenila, najprej dobro informirati. Ni mogoče nobena odločitev, odgovorna odločitev brez poznavanja stvari. In zato je treba tudi, država mora poskrbeti, da so državljani informirani, da lahko odgovorno odločajo. To pa pomeni seveda pluralen medijski prostor. In tega pri nas ni, oziroma se je ta vlada od vsega začetka začela pač skrbeti, da bo medijski, da bodo glasila, predvsem najbolj pomembna, najbolj vplivna glasila, tista, nad katerimi ima oblast in ki so dolžna skrbeti za pluralno obveščenost, za pravilno obveščenost vseh državljanov, da bodo pod njenim vplivom in pod njeno komando. Kar pomeni seveda, da je odvzela v začetku medijem, javnim glasilom, tisto nujno vlogo, ki jo imajo v demokraciji, vlogo nekega nadzora nad tem, kar se dogaja in kar vlada počne in kar se dogaja, in to seveda nekega nepristranskega, čim bolj nepristranskega in pa brez predsodkov, brez navijanja, brez prikrivanja, brez dvojnih meril, ki jih ravno pri nas
vedno znova opažamo. To je ena taka kontrolna funkcija, ki jo mora nek politik, če noče biti politikant, ampak je ta pravi državnik. Jaz pravim, v Sloveniji nimamo državnikov, ali pa zelo malo, imamo pa kopico politikantov. Se pravi, ki sploh ne skrbijo za to, kako bo Slovenija čez 10 let, kako bo čez 50 let, kako bo čez 100, ampak kako bo njemu uspelo nekaj spraviti skozi za njegovo korist. In to seveda ni. To je ponižanje politike in potem ni čudno, da nekateri ljudje bežijo od politike. Ampak politika je nekaj plemenitega, če jo vodijo tisti, ki jo vodijo res s čutom odgovornosti do ljudi, z odgovornosti za skupno dobro. Druga taka kontrolna funkcija je seveda sodstvo. Ne? In to, kar smo bili zdaj mi priča, temu podrejanju ustavnega sodišča, to je zopet eklatantno, v oči bodeč primer, kako se skuša oblast podrediti tudi tiste, ki bi morali gledati pod prste, oziroma ki bi pač morali skrbeti za to, da se pravičnost tam, kjer je bila poteptana, ponovno vzpostavi. Tako da na te stvari se mi zdi, da mora biti kristjan predvsem pozoren, kako se spoštujejo človekove pravice, kako se spoštuje skupno dobro, ali ta država res, ali pa tista politika, ali pa tisti ljudje, od katere danes ljudje že kar malo poznamo. Ne? Se pravi, ti ljudje, ki danes kandidirajo, so mnogi že kar znani. Imajo že neko zgodovino, neko izkustvo imamo z njimi in že lahko presodimo, koliko mu je za verjeti in koliko mu ni za verjeti in kaj lahko od njega pričakujemo in kaj od njega ne moramo pričakovati. In tukaj je še ena stvar, ki je nismo omenili, ki pa je ena najbolj problematičnih stvari v naši državi, zdravstvo. Človek ima pravico do zdravja, ima pravico do človekovega dostojanstva in bolan človek, ki se ne more, ki čaka mesece, leta na nek pregled, ki je lahko usoden za njegovo zdravje, to je v popolnem nasprotju s tem, kar bi naj bilo človekovo dostojanstvo, in na to se mi zdi, moramo biti kristjani še posebej pozorni na tisto, kako se vlada obnaša do tistih, ki so najbolj ranljivi, ki so revni. Socialna politika, lahko rečemo, nekako ni slaba v Sloveniji, ampak talja, kar se pa zdaj dogaja v tem času na področju zdravstva in ko se stvari slabšajo, čeprav vlada govori, da se izboljšujejo, pa ne vem, kdo to vidi in kdo to občuti, to je pa en velik problem, in na katerega bi morala tudi cerkev, se mi zdi, bolj jasno opozarjati, ker tu gre pa res za uboge, za prizadete, za ljudi, ki so odrinjeni, pa ki se sami ne morejo pomagati, ki so lahko včasih v zelo veliki stiski in tu se ne naredi nič. Oziroma, potem pa tu pride ideologija, ker je glavni problem ni zdaj, kot vidite na plakatih, glavni problem ni, a bomo zboljšali zdravstveno nego in zdravstveno skrb za bolne, ampak da bomo zmanjšali število zasebnikov in da bomo krepili javno zdravstvo. Je vse to jim pa brane. Zdaj so imeli za 4 leta čas, da javno zdravstvo krepijo, pa ga niso mogli. Ne? Zdaj so pa vsega naenkrat krivi zopet privatniki in bo ubogo javno zdravstvo, ki ga privatniki, ne vem, onemogočajo, kar je seveda težko verjeti, da je to sedaj glavni problem. In zopet ta predsodek proti zasebni pobudi, zasebnim šolam, zasebnemu zdravstvu, vsemu temu. To je ostanek socialistične indoktrinacije. Se pravi, da imamo v prihodnosti še veliko za narediti. Lahko samo eno zdravo razumsko dejstvo morda. Skratka, deli se lahko toliko, kolikor ustvarimo. In to je preprosto dejstvo. Tako kot bomo krepili gospodarstvo in tako kot bomo spoštovali tudi tiste, ki ta denar ustvarjajo, da bomo lahko delili za vse te družbene dejavnosti, seveda tako bomo tudi uspešni. In tudi pogrom zoper gospodarstvenike je treba končati, če k temu še dodam. Če pogledamo naprej onkraj, namreč ta pogovor boste gledalci lahko spremljali teden pred volitvami. Če pogledamo onkraj volitev, dr. Stres, omenili ste, da recimo na področju opozarjanja glede skrbi za najšibkejše bi morala cerkev biti še bolj glasna, kot je.
če pogledamo v neko dolgoročno prihodnost, se vam zdi, da je prišel tudi čas, da mogoče cerkev naredi več na področju, kot ki ga je dr. Rifel omenil, v smislu družbenega ozaveščanja mladih, informiranja, tudi konec koncev medijsko sceno imamo tako, kot jo imamo, vendar nekaj v smislu družbenih krožkov, debat in tako naprej. Je to tudi mesto cerkve? No, pač cerkev naredi to, kar mora. Jaz mislim, da so njene možnosti omejene, ampak vedno ima možnost besede in pa seveda možnost vzgoje, še vedno je precej mladih, ki hodijo v cerkev, ki obiskujejo mladinski verouk in tam bi morala tudi znotraj cerkveni ljudje, sej načelno so stvari jasne, gre samo za to, da pač nekomu praktično to ne pride na pamet, da bi to začel, ali pa se boji, ali pa se čuti malo bosega, da bi to, namreč, da bi se zavedali, da je politika nekaj, pa mislim, skrb za skupno dobro, recimo, da je to nekaj, to je oblika ljubezni do bližnjega, o kateri stalno govorimo, in da je to nekaj plemenitega, če se nekdo temu posveti, se pa mora tudi za to izobraziti, oziroma so potrebne neke veščine, neka znanja, ne v smislu manipulacije, ne, ampak v smislu poznavanja stvari, da se lahko potem človek odgovorno sprejema odločitve in se v to vključuje. Ampak vsekakor je to mogoče doseči v manjših krogih. To nam je na voljo, nimamo seveda velikih možnosti na širokem področju, na širšem področju, na vsenarodnem področju, v državnem področju, ampak imamo še vendarle dosti možnosti v manjših skupinah in kot smo že tudi ugotovili, mladi že danes postajajo malo bolj dovzetni tudi za te probleme in je treba to seveda izkoristiti. Kljub temu, da ko smo se dogovarjali za ta pogovor, smo govorili o tem, da bomo govorili širše in mislim, da smo se tega v veliki večini držali v smislu odmika od dnevne politike, vendar vseeno, glede na to, da smo v predvolilnem času zgolj zadnje vprašanje za vse tri, če mogoče še bolj specificiram, kaj je vaša želja ali pa priporočilo kristjanu pred volilno skrinjico oziroma katoličanu, pa bi mogoče začeli z vami, doktorica Fredjarc. Ja, dejansko sem to pravzaprav že poudarila. Želja je, da ljudje gredo na volitve, da seveda premislijo o vsem, kar so slišali v medijih, ker dejansko smo nekajkrat poudarili, kako zelo težavna je medijska krajina v slovenskem prostoru. Gre tudi za koncentracijo lastništva medijev v recimo zlasti radijske mreže v eni sami osebi, skoraj da tako rekoč. In zagotovo je treba zato presojati po svojem zdravem človeškem razumu. In to je presoja, ali živim boljše, ali zagovarja tisti vrednote, ki so meni blizu, ali govori in obljublja, če govorimo o obljubah, resnične stvari, uresničljive stvari. In torej presoje ne morejo nam ponuditi soočenja, prepiri na televizijah in podobno. Resnično in pravo odločitev prva je oditi na volišče in druga je presojati potem, kako živiš sam in seveda, kaj ti je duhovno blizu. Doktor Rifel. Ja, volilna skrinjica, predvolilna tekma, vse te ceremonije seveda sodijo v tist del našega sveta, za katerega je Jezus Kristus rekel, dajte cesarju, a ne kar je cesarjevega. Kristjani pa zagotovo nosimo v sebi, a ne, tudi to širšo perspektivo. Prej je bil omenjen starogrški tempelj, a ne, spoznaj samega sebe je pisalo na zunanji strani, če si šel pa noter v tempelj, je pa pisalo še in spoznal boš Boga. To je bila grška perspektiva, a ne, se pravi velike vere v človeka, ki se še danes v bistvu vleče nad nami kot neka senca. Krščanska zgodba je to postavila na glavo. Se je Bog v bistvu sam ponižal, postal človek, eden izmed nas
in nam v bistvu pokazal tudi, kaj pomeni biti človek. In jaz mislim, da kot sem že prej večkrat omenil, iz tega v bistvu odnosa z živim Bogom, potem pač prepoznavati pač duha časa, ne. Jaz bi rekel, tudi, da gredo seveda ljudje na volitve, izberejo tisto, kar jim pač vest narekuje, potem pa pač ostajajo vedno znova pozorni, a ne, da tudi lahko vsak izmed nas nadzira, a ne, iz te širše perspektive, iz tega v bistvu duhovnega temelja, a ne, kaj se pravzaprav okrog nas dogaja. Tako da se v bistvu volitve ne končajo 22. marca in potem 4 leta miru za posameznika, ampak da ostaja buden, da ostaja v bistvu prisoten, ja, da se tudi oglašamo, da imamo tudi kristjani več poguma, a ne čist v zasebnih srečanjih ali pa v javnih srečanjih, in da pač pričujemo, a ne, kakor nam je to dano, a ne tisto, kar je pač naš globok duhovni temelj. Doktor Stres? Vedno znova je apostol Pavel opozarjal svoje vernike, bodite veseli, bodite ponosni, ne bojte se. Jezus je rekel, ne bojte se. Ko je prišel Janez Pavel II v Slovenijo leta 1996, korajža velja, je takrat rekel mladim v Postojni. In to je za nas, ki prihajamo iz časov komunizma in komunistične diktature, še vedno aktualno priporočilo. Nam še vedno manjka poguma in samozavesti, da se zavedamo, da evangelij ima tudi za ta svet, čeprav nas pripravlja na eno domovino, o kateri se ne moramo nič predstavljati, ki je preveč lepa, da bi jo lahko opisali z našimi izkustvi in našimi besedami, ki izhajajo iz tega izkustva, ampak mi smo odgovorni tudi za ta svet, v katerem smo. In to, kar je krščanstvo ustvarilo, tudi to, da se danes pogovarjamo o demokraciji, o človekovem dostojanstvu, tukaj so sledovi krščanske kulture in krščanskega vpliva, kakorkoli se je to potem skozi zgodovino filtriralo in povezovalo in utemeljevalo. Ampak nimamo se česa bati, nimamo se česa sramovati, biti moramo samozavestni in seveda prvi korak je ta, kot smo že rekli, da gremo voliti, ne se bati, marsikdo se ne bo upal, kaj bojo pa sosedje rekli, ne se bati, koga bomo volili, ampak volimo res tako, kot v srcu in pred Bogom čutimo, da je prav in da je edino, kar lahko naredimo. Saj mogoče se bomo zmotili, saj mogoče bomo naredili kakšno nerodnost, kakorkoli že, mogoče nam bo čez kakšno leto žal, ampak upanje ostaja, ampak mi moramo imeti zavest, da smo naredili vse, kar je v naši moči. Človek, ki ne bo šel na volitve, nima pravice kritizirati. Najlepša hvala vsem trem za ta iskriv pogovor in bomo videli, kaj bo prinesel nov čas. Se bomo ponovno sestali čez kako leto ali dve in kako rekli na to temo. Dragi bralci in bralke Slovenskega časa, hvala, da ste pogledali tale pogovor in se vidimo prihodnji mesec.